Zanimivo je to, da se nekateri ameriški avtorji oziroma nekateri ameriški komentatorji, recimo v Washington Timesu, dne 9. februarja letos, sprašujejo, kako je mogoče, da Hrvaška vstopa v NATO pakt, ko pa piše dobesedno tako kolumnist, da je Sanader, ki je obljubil, da bo Hrvaško popeljal v Evropsko unijo do leta 2011, a jo je spremenil v mafijsko državo. Ko ta komentator piše, Sanader je tudi nepopravljiv lažnivec. Njegovi zavezniki brezupno poskušajo diskreditirati kritike režima, posebej tiste na Zahodu. Ko piše naprej, da je Sanaderjev kriminalni režim je sramota hrvaškega naroda. Hrvati se morajo vprašati, ali želijo kaj boljšega, ali bodo pustili, da jih po centimetrih zvlečejo v balkanski prepad. Naša vlada pozablja, da je slovenska vlada in misli, da je internacionalna vlada nekakšne nove ali pa stare komunistične partije, ki hoče na nivoju ali pa na enih postulatih tistega gesla o združevanju proletarcev vseh dežel v bratstvu in edinstvu nazaj pripeljati Slovenijo v nekakšno Jugoslavijo. To je silno zanimiva zadeva, ki pa zagotovo ne žanje odobravanja pri slovenskemu prebivalstvu. Državljani so pred kratkim na eni televizijski oddaji 95% izjavili, da so proti vstopu Hrvaške v NATO pakt. Naše določene v medijih je ogromno ljudi, ki jim je bolj pri srcu Hrvaška kot pa Slovenija. Kar pa ni čudno, se jih imamo tudi v parlamentu take, ki bi za Hrvaško naredili vse. Pa zdaj zaradi tega, ker so družinsko vezani tam dol v Hrvatijo, ali ker imajo svoje čolničke in barke navezane dol na Hrvaškem, ali zato, ker imajo recimo kakšne bratrance v kakšnih visokih pozicijah, tako kot mi je gospod Bučar pred kratkim rekel, da naj bi imel gospod Anderlič bratranca, ki je bil bivši direktor državne diplomatske Hrvaške akademije. V Belgiji niti ne vedo več, kje je Slovenija. Potem, kljub temu, da smo predsedovali Evropi in bili blazno dobri in blazno pomembni, na športnih prireditvah igrajo slovaško himno ob slovenskih zmagah. Ko pride direktor Dunajskega Opernbala v Ljubljano na koncert v Ljubljani, pozdravi dragi Hrvati in tako naprej. Skratka, zelo nas poznajo po svetu in zelo pravijo, kako smo dobri, kako smo pridni. Ja, pridni smo res. Kaj je načrt Hrvaške? Hrvaška vlada se je pred 3 tedni približno dobila z gospodom Frattinijem, italijanskim zunanjim ministrom. Podpisali so memorandum o vrnitvi 1472 nepremičnin v Istri, ki jih bodo verjetno več ali manj zastonj vrnili optantom italijanskim. Čim prej nameravajo priti v Evropsko unijo, tudi s podporo Italije, z močno podporo Italije, ki ji je to v interesu. Namreč Italija pridobi te nepremičnine, postane nekaka lastnica zemljišč in vsega skupaj v Istri. Na ta način se Istra poitalijanči, tako kot počno na slovenskem Krasu, ko nekateri slovenski gospodje prodajajo Kras, zato da Italijani gradijo po dolgem in počez. In ko bodo v Evropski uniji, bo Hrvaška zahtevala po istem principu, ki sem ga jaz prej povedal, po principu nastanka skupne Jugoslavije leta 1918, bojo zahtevali tisti jezik, ki gre do Zemuna. Takole pravijo Hrvatje, to je zemlja, ki nikoli ni bila srbska,
To je ozemlje, ki je bilo vedno hrvaško in je bilo v okviru ogrskega dela Avstro-Ogrske monarhije pravzaprav pod hrvaško jurisdikcijo. V prvi svetovni vojni so iz Zemuna streljali s topovi na Beograd. Po drugi svetovni vojni je Beograd tisti del oduzel in ga priključil Srbiji, delno Vojvodini, Bačka, Banat in tako naprej. V zameno pa so Hrvatje dobili slovensko Istro, ki je nikoli niso imeli. Edini, ki so se s tem strinjali, so bili slovenski komunisti, ki jim je bilo čisto vseeno, čigavo je kaj, samo da so se fajn imeli, razumeli, tako niso ničesar. Večino tistih ljudi, ki pa so zastopali slovenske nacionalne interese, pa so že med vojno pobili, tako kot Franca Rozmana Staneta in štab slovenskih partizanskih enot, na obljube v slovenski vojski in o marsičem še ostalem so takoj po drugi vojni pozabili. Kdor je kaj preveč na glas govoril, so ga strpali na Goli otok ali pa kam drugam.